združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, zavezali, da jih bomo skušali ohranjevati. Ta dvorana in to mesto nista izbrana naključno za javno tribuno, katero smo poimenovali zavarovanje slovenske suverenosti ob pekrskih dogodkih. Prav ti dogodki so prav tu nekako kulminirali v nečem, kar nikakor ni bilo človeško. Upam, da bomo danes skušali ne samo opozoriti in opomniti na nekatere stvari, ampak tudi vse skupaj osmisliti v tisti luči, pred katero nam kar naprej postavljajo najrazličnejše zastove. Pa bomo kar začeli. Besedo bom predal magistru Marjanu Fekonji, človeku in prijatelju, ki je bil takrat poleg. Spoštovane soborke in soborci, spoštovane državljanke, državljane, gospe in gospodje. Pekre so v Mariboru, na srečo so na Štajerskem. Naj ne bom napak razumljen, malce moram biti lokal patriot. Zato pravim, da je po svoji sreča, da je se jugoslovanska armada odločila, da se spusti v konflikt s slovenskim prebivalstvom prav v delavskem Mariboru. Takratni dogodki, mi verjemite, še danes sveže ležijo v spominu. Še posebej zaradi tega, ker smo takrat šele pri nastajanju mlade slovenske države poskušali uresničiti s prvi in zame kot vojaka najpomembnejši atribut državnosti ustanoviti in organizirati lastno slovensko vojsko, ki je že dolgo pred tem nastajala in tlela, toda v različnih obdobjih, pod različnimi poveljstvi, z različno ideologijo in z različnimi hotelji. Le eno je bilo tej vojski stalno enako. In sicer to, da so jo sestavljali slovenski domoljubi. Kaj se je kasneje dogajalo s politiko in s politiki, je seveda drugo vprašanje. Toda na Štajerskem, tistega usodnega 23. maja za nas, Mariborčani niso poznali strahu. Tudi sam sem bil neposredno udeležen iz teh dogodkov in to se mi zdi pomembno ne zaradi tega, da sem bil to jaz, ampak zato, da me je takratni obrambni minister oziroma republični sekretar za ljudsko obrambo kot svojega pomočnika v hipu, ko smo zaslutili samo, kaj se bo zgodilo, poslal v Pekre. Ne tako kot danes, ko se mnogi svojim dolžnostim in obveznostim na različne elegantne načine izogibajo. Vsi veste, da to ne bi ponavljal podrobnosti konflikta v Pekrah. Takrat smo vzpostavljali prvo generacijo nabornikov in se na ta način poskušali izogniti pošiljanju nabornikov v jugoslovansko armado. To je bil popolnoma zakonit akt, kajti imeli smo svojo državo, imeli smo svojo vojsko. Podobno se je dogajalo na Igu. Toda jugoslovanska armada se je odločila in takrat na osnovi popolnoma napačne ocene. Namreč kot politolog vam približno lahko poskušam pričarati, kaj se je kleplo po glavah takratnih JLA-jevcev. Računali so, da je Maribor rdeč, delavski, da je v krizi in da bo takrat seveda narod množično stopil na stran JLA in pokazal, kaj se to pravi, da si neka čudna nova oblast izmišlja nove resnice, pa se seveda to ni zgodilo. Mariborčani so stopili v bran svojim nabornikom, svojim hčeram in sinovom. Ne vem, kateri bolani razum bi lahko razmišljal sploh o čem drugem, kot o tem, da bojo starši zavarovali svoje otroke, sinove, hčere, brate itd. In to se je seveda tudi zgodilo. Toda zgodba se ni končala samo v pekrskem izobraževalnem centru, zgodba se je nadaljevala tudi na občini Maribor,
ki so vrgli pripadniki jugoslovanske armade, ko so prišli na pogajanja z nami, in na ta pogajanja je takratni republiški sekretar poslal še enega moža iz Ministrstva za obrambo Mirana Bogataja. In ko smo sedeli skupaj z predsednico občine Magdaleno Tovornik, Borisom Sovičem, s poveljnikom takratnega pokrajinskega štaba Slovenske teritorialne obrambe, seveda so prišli gospodje iz jugoslovanske armade in po nekaj kratkih besedah se je zgodil znani incident. Vojaška policija, ki je malo pred tem s helikopterjem pristala v Kadetnici, je vzdrla v poslopje skupščine, v prostor, ker smo se pogajali in ugrabila poveljnika Slovenske teritorialne obrambe. Kaj je še k temu treba dodati? Najdrže so se veseli odveč, v dobeni normalni državi se kaj takega ne more zgoditi. Kajti oblast ni šele prihajala od nekod, oblast je bila izvoljena od tega ljudstva z večino, ki je bila povsem jasna in torej dobenih izgovorov za to ni moglo biti. Najbrž si znate predstavljati, kakšne občutke smo imeli mi trije, ki smo se v imenu Slovenske vojske pogajali s temi gospodi iz jugoslovanske armade, ko so vdrli njihovi pripadniki z brzostrelkami in začeli kričati po naši slovenski občini. Toda edino, kar smo lahko storili, je Miran Bogataj nekajkrat glasno zakričal, protestiramo, to je bilo tudi vse. Ampak nekaj ne mislite, da za to nismo vedeli. Vedeli smo, kaj bo in vedeli smo tudi, kakšne bodo posledice. Mariborčani so še bolj trdno stopili na stran svoje dežele, svoje teritorialne obrambe in kako se je zgodba razpletla, vsi veste. Žal je takrat v teh velikih nemirih, ki so spreleteli Maribor, padla tudi prva človeška žrtev v takratnem času, Šimčik, ki je nažalost izgubil življenje pod kolesi oklepnikov jugoslovanske vojske, ki se je takrat še vedno imenovala ljudska. Toda, da zaključim. Poglejte, prav danes sem prebral v časopisov in to me je spomnilo na nešteto tistih, ki so pri teh projektih osamosvajanja in kasneje oblikovanja slovenske državnosti in atributov slovenske državnosti, med katerimi je seveda tudi eden najpomembnejših slovenska vojska, sodelovalo veliko število ljudi. Ne samo tisti, ki so bili takrat javno izpostavljeni, še veliko več tistih, ki so delovali v ozadju. Petre in sploh slovenska vojska je bil velik tako moralni kot materialni, logistični, vsebinski in vsakršen drugačen projekt. Ponosni smo, da smo v njem sodelovali, ponosni smo, da smo lahko kasneje te mlade fante, ki so bili usposobljeni v Pekrah, uporabili tudi v konfrontaciji z jugoslovansko armado. Ne v prvih vrstah, kajti bili smo čuvali, bili so mladi, neizkušeni naši sinovi in hčere. Zato smo takrat na branik domovine stopili starejši, izkušeni in bili tisti v prvih vrstah. Mislim, da bo spomin na petrske dogodke na Štajerskem živel večno in da ne bo pozabljen. Moja skromna želja je samo to, da nas ne bi se spominjali, če malce po štajersko zavijem, samo takrat, ko bomo v invalidskih božičkih stari ne mogli, ampak da se nas bojo spominjali stalno, kot opomin bodočim rodovom, da je domovina samo ena in da je to domovino treba braniti časi, nažalost, tudi s krvjo in vlastnimi življenji. Zato vsak dogodek, vse, kar je v tem zvezi in povezano s tem, zasluži neizmerno čast in spoštovanje, brez različnih pridevnikov, takih in drugačnih, in brez različnih diskvalifikacij, ki prihajajo z katerekoli strani, leve, desne ali sredinske. Kajti tisti, ki to poskuša, ne sodi v dobenem od tej sredini. Hvala lepa.